je še eno v nizu uspešnih turističnih let, pred nami pa so nove naloge ter neprekinjeno in zavzeto stremljenje k trajnemu povišanju kakovosti turistične ponudbe v Črni Gori. V letu gospodarske in finančne krize je Črni Gori uspelo preseči napovedi ekonomske politike in z izjemnimi rezultati ohraniti vitalnost turističnega sektorja, da bi lahko nadaljevala z uresničevanjem velikih investicijskih projektov ter utrdila in izboljšala turistični imidž lastne destinacije na mednarodnem trgu. Promet, ki smo ga ustvarili julija in avgusta, je presegal vse rezultate iz rekordnega leta 2008 in tudi z dosedanjimi rezultati posezonskega obdobja smo lahko izjemno zadovoljni. V 10 mesecih leta 2010 je dobiček z področja turizma znašal 627 milijonov evrov, kar je 6% več kot v istem obdobju prejšnjega leta. Glede na kvantitativne pokazatelje za prvih 10 mesecev je Črna Gora obiskalo več kot 1,2 milijona turistov, zabeležili pa smo blizu 8 milijonov nočitev. V primerjavi z enakim obdobjem v letu 2009 lahko zaključimo, da je prišlo do povečanja števila turističnih obiskov za 5% in nočitev za 6%. Na pristaniških, letaliških in železniških mejnih prehodih je zabeležena 9% rast števila potnikov. V prvih 10 mesecih leta 2010 so na letališčih Črne Gore zabeležili povečanje števila potnikov v primerjavi z enakim obdobjem lani kar za 20% ter povečanje števila letal za 13%, medtem ko pri Montenegro Airlines beležijo 19% povečanje števila potnikov ter za 14% povečan letalski promet. Odprli smo tudi nov mejni prehod v Porto Montenegro v Tivtu, ki bo olajšal nadzor potnikov in plovnih objektov v Boki Kotorski. V letu 2010 je bilo skupaj kategoriziranih 97 gostinskih objektov v pristojnosti tega ministrstva. Leta 2010 je bilo kljub še vedno obstoječim negativnim vplivom svetovne krize odprtih 32 novih manjših hotelov s približno 1300 posteljami. Hoteli Maestral in Aleksandar v Budvi, Palas in vile Oliva v Petrovcu, Olimpik v Ulcinju in nekaj manjših hotelov so v celoti obnovili svoje zmogljivosti. Skupno število postelj v teh hotelih znaša več kot 1100. Plava zastavica, mednarodni certifikat, ki je zasnovan na izpolnjevanju 27 kriterijev z 4 področji, in sicer kakovost vode, ekološko zavedanje in obveščenost, ekološko upravljanje ter varnost in storitve na plažah, je bila leta 2010 izobešena na 19 črnogorskih plažah. Nadaljujemo tudi z uresničevanjem projekta Pohodništvo in kolesarstvo, katerega cilj je ustvarjanje pogojev za širjenje turistične sezone in vključevanje zaledja in gorskega dela Črne Gore v skupen turistični izdelek. V Črnogorskih gorah je bilo opaziti veliko ljubiteljev narave, živahnega, pustolovskega duha in hoje, raftinga ter drugih raznovrstnih dejavnosti v naravi, celo več, kot so lahko pričakovali največji turistični optimisti. Na vrhunski stezi za gorsko kolesarjenje, gre za turo, ki je dolga 500 km, je že postavljena signalizacija, poteka pa tudi že postavljanje signalizacije na približno 300 km dolgi transverzali Orjen-Lovčen-Rumija s pristopnimi stezami. V izrednih kriznih okoliščinah smo za tesno in plodno sodelovanje angažirali vse inštitucije, ki se ukvarjajo s turizmom in turističnim gospodarstvom Črne Gore. Marljivo in z večjo odgovornostjo smo delali na dvigovanju kakovosti skupne turistične ponudbe, kar pomeni urejen in varen promet, izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, dvigovanje ravni kakovosti turistične ponudbe na kopališčih, povezovanje turizma in kmetijstva, izboljšanje oskrbe z vodo. Po 35 letih so s ciljem zagotovitve kar najkakovostnejše pitne vode v potrebnih količinah zagnali regionalni vodovod za Črnogorsko primorje. Gre za kapitalni projekt vreden 81,7 milijona evrov.
Ta projekt je pomemben za uresničevanje realnih napovedi trajnostnega razvoja Črne gore kot visokokakovostne turistične destinacije, prinaša pa tudi dodatno vrednost velikim investicijskim projektom, ki so že uresničeni ali pa so v fazi uresničevanja, kakršni so luksuzni kompleks Porto Montenegro, Luštica, Jaz, Velika plaža, Ada Bojana. Lani smo vložili sredstva v višini okoli 65 milijonov evrov za izboljšanje infrastrukturne in kakovostnejše prometne povezave. Sredstva, ki so bila potrebna za prenovo elektrodistribucijske mreže, so znašala približno 6 milijonov evrov. Z namenom boljšega povezovanja med turizmom in kmetijstvom ter povečanja zastopanosti domačih izdelkov v hotelskih in restavracijskih ponudbah se je na 4 srečanjih, organiziranih v sodelovanju z Ministrstvom za trajnostni razvoj in turizem, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo, Gospodarsko zbornico, turističnimi proizvajalci in turističnim gospodarstvom, predstavilo 85 kmetijskih proizvajalcev in vinarjev, sodelovali pa so tudi predstavniki 70 hotelov in restavracij. V okviru projekta v letu 2010 smo delali na dokončanju pravnega okvira. Sprejet je bil nov zakon o turizmu, ki na nov in sodoben način ureja turizem in gostinstvo. Pripravljen je bil v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki ob upoštevanju evropskih standardov na področju turizma in trajnostnega razvoja. Predvsem bi se radi pohvalili z dejstvom, da je Porto Montenegro označil začetek novega obdobja navtičnega turizma vrhunskega standarda pri nas, s ponosom pa tudi poudarjamo, da je promocija investicijskega projekta Luštica v celoti potrdila naše zavzemanje za trajnostni razvoj kot pogoj za prihodnost črnogorskega turizma. S približno 2 milijardi vrednimi projekti Aman, Sveti Stefan, Porto Montenegro in Luštica je Črna gora po investicijah v turizmu na prebivalca na prvem mestu. Uresničenje obsežnih marketinških dejavnosti, ki so usmerjene na širši mednarodni trg, posebne kampanje za regijski trg ter izjemna ažurnost v PR aktivnostih so prinesle hvalevredne rezultate navkljub kriznemu letu. Predstavili smo se na sejmih v Ljubljani, Tel Avivu, Beogradu, Berlinu, Budimpešti, Moskvi, v Göteborgu, Kölnu, Parizu, Londonu, Šanghaju in Edinburgu. Vodiče o Črni gori je objavilo kar nekaj prestižnih evropskih založnikov. Internetno stran www.montenegro.travel je lani obiskalo kar 700.000 ljudi, kar predstavlja 40% povečanje. Na vodilnih globalnih televizijskih postajah se je nadaljevala kampanja Experience Wild Beauty. Na CNN-u si je v 5 mesecih spot Vdihni globoko ogledalo približno 19 milijonov gledalcev. Na Euronews, v kampanji, ki je potekala 3 mesece, nas je v 9 evropskih jezikih spoznalo 10 milijonov gledalcev. Na BBC-ju si je poleg internetne kampanje spot ogledalo okoli 18 milijonov ljudi, na Travel Channelu pa 6 milijonov gledalcev. Torej, z drugimi besedami, vsak 10. Evropejec si je ogledal promocijski spot nacionalne turistične organizacije Črne gore. Promocijska kampanja za regijski trg Morje kliče Črna gora, ki je pritegnila veliko pozornosti in prinesla izjemne rezultate, je bila na sporedu zelo pogosto, tako da je vsak drugi prebivalec Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Kosova in Albanije seznanjen s ponudbo, ki je vsebovala 2 paketna aranžmaja, zasebne in hotelske namestitve v enem izmed 50 hotelov, več 100 postelj v zasebni namestitvi, več kot 70 restavracij, 15 rent-a-car agencij in agencij, ki ponujajo izlete. Svetovni tisk je z neprikritim navdušenjem objavljal pohvale našim naravnim lepotam in naši edinstveni turistični ponudbi. Svetovna elita, vključno z Angelino Jolie in Bradom Pittom, slavnim Ronaldinijem in ekscentričnim igralcem Michaelom Madsenom, je neposredno izražala neprikrito zanimanje in navduševanje nad našo državo.
50 let obstoja avtentičnega otoka, mesta, hotela Sveti Stefan, smo proslavili s slavnim Andrejo Bocellijem, z upravičenim optimizmom in vero v prihodnost visokokakovostne črnogorske turistične ponudbe. Svojevrstna promocija naših turističnih potencialov pa je potekala tudi na številnih kulturnih in športnih dogodkih ter tradicionalnih vaških feštah, kot tudi na izjemni novi ponudbi v okviru programa After Beach Parties. Prav zaradi tega smo obdržali laskavi naslov najzabavnejše destinacije na Mediteranu. Po oddaljenem letu 1905 se je Črna Gora prvič samostojno predstavila na največji svetovni razstavi Expo v Šanghaju in zabeležila rekordni obisk, več kot 70 milijonov ljudi. Naj zadovoljno zaključim. Dober razvojni zamah in dobri rezultati v turističnem letu 2010 utrjujejo naš namen poseči za oddaljenima turističnima trgoma Kitajske in Japonske ter naše stremljenje, da postane Črna Gora visokokakovostna turistična destinacija. Da bi iz leta v leto delali turistično slavo in zmagoslavje imena Montenegro Wild Beauty še očitnejše. Montenegro. Experience wild beauty.